Lepo pozdravljeni v optični delavnici Šolskega centra Rogaška Slatina. Nahajamo se neposredno v naši optični delavnici, kjer prenašam znanje dijakom že več kot 30 let, kar obstaja tudi optična šola v Rogaški Slatini. Sem Branka Kovačic, mojstrica očesne optike in učiteljica strokovnih predmetov in praktičnega pouka na našem šolskem centru. Današnja tema bi naj bila aktualna tema v tem času, ne samo v spomladanskem, poletnem, ampak v času zaščite vida in letnem času vsakega dejavnika, vsakega posameznika. Zaščita vida pred soncem. Torej, govorili bomo o uporabniku sončnih očal. V Sloveniji je veliko sončnih očal v raznoraznih inštitucijah. Če govorimo o optikah, o prodajnih mestih, nenazadnje tudi v marketih, bencinskih črpalkah, tržnicah. Vendar sončna očala so kvalitetna in dobra samo tista, ki imajo certifikat CE. To je tisti certifikat, ki ga priznava Evropska unija, ko uvozi izdelke in jih lahko prodajamo z določeno kvaliteto. Vendar tudi vsa ta očala, sončna očala z to oznako, niso vedno najboljša in najbolj kvalitetna. Kdaj in kako govorimo o dobrih sončnih očalih, bomo povedali v nekaj korakih. Sončna očala danes dejansko izbiramo glede na modo, glede na stil, glede na trenuten občutek oziroma oblačenje in dejanski slog življenja. Se pravi, ali za vsak dan, ali za šport, aktivne dejavnosti, in temu primerno potem tudi izbiramo kvaliteto samega okvirja za sončna očala. Sončna očala so izredno pomemben del našega organa za vid, kajti 80% vseh informacij iz okolja pridobivamo ravno z očesom, s čutilom za vid. In naše oko in zaščita našega očesa je kot dejavnik izredno velikega pomena. V veliki večini so sončna očala danes izdelana iz organskih stekel, najdemo pa jih tudi iz mineralnega ali polikarbonatnega stekla. Organska stekla se težje zlomijo kot mineralna, so tudi lažja in posledično bolj udobna. Posebej kakovosten material predstavljajo polikarbonatna plastika, ki se navadno uporablja pri športnih očalih. Vemo pa, da so takšna očala občutljivejša na praske in poškodbe. Če se odločimo za takšna polikarbonatna stekla, moramo biti pozorni na to, da imajo ustrezno prevleko proti praskam, ki jo mi imenujemo trdnostni sloj. Očala, ki jih kupimo v nespecializiranih prodajalnah, običajno po nizkih cenah, so izdelana iz navadne plastike. Ta sicer zagotavljajo osnovno UV zaščito, vendar je pri njih vgradnja in obdelava materialov pogosto neustrezna. Pri takšnih očalih so sončna stekla pogosto narobe ukrivljena in posledično vgravirana in vgrajena v okvir, zaradi česar se lahko svetloba lomi nepravilno. To čutimo kot glavobol, slabost in poslabšanje vida. Napačno centriranje stekel pri polarizacijskih steklih, kjer je pravilno vstavljanje leč v okvir izjemnega pomena, pa lahko povzroči, da obe očesi istočasno sprejemata različno sliko. Na to sliko naši možgani ne odreagirajo pravilno. Zato lahko občutimo težave, predvsem pri vožnji, saj nam ta pojav nevede zmanjšuje koncentracijo. Stekla sončnih očal, kupljenih v optiki, so izdelana iz kakovostnih materialov, iz polikarbonatov ali celo iz stekla in imajo običajno tudi antirefleksne nanose. Svetloba do oči namreč prihaja tudi od strani, na kar sicer pomislijo redki. Pri običajnih očalih se žarki od leče odbijajo neposredno v oči. Antirefleksni nanosi pa te žarke odpravijo in s tem oči še dodatno varujejo. Vaša sončna očala morajo nuditi zaščito proti ultravijoličnemu žarčenju. Preverite, da blokirajo 100% UVA in UVB žarčenje. Na oznaki bi moralo pisati UV400 ali 100% UV zaščita.
Polarizacijski filtri prepuščajo svetlobo samo pod določenim kotom in tako preprečujejo prehod žarkov, ki jih zaznamo kot neprijetno bleščanje. Na primer lesketajoč odmev na cesti, avtomobilih in od vodne površine. Tovrstna očala so zelo uporabna pri vožnji ali ribarjenju. Barve oziroma slika, gledana skozi takšna polarizirana stekla, prikaže dejanske barve in slika je ostrejša in posledično tudi bolj jasna. Ko govorimo o fotosteklih, so to posebna stekla, ki reagirajo na količino UV-ja v zraku. Vkolikor je v zraku velika količina UV-ja, fotostekla zelo hitro potemnijo. Potemnijo tam nekje do 1 minute. Ko pa se količina UV-ja v zraku zmanjša, se pravi neposredno, ko pridemo od zunaj v notranji prostor, fotostekla začnejo prehajati v svetlejšo obliko zaradi manjše količine UV-ja. Kar pomeni, da dobra fotostekla potemnijo nekje do 1 minute in se posvetlijo nekje do 3 minut. Ko govorimo o fotosteklih, ni dovolj, da so samo fotostekla v rjavi barvi, zeleni barvi, sivi barvi, ampak govorimo tudi, da je potrebno na takšno fotosteklo dati ustrezno UV zaščito. Brez UV antirefleksne zaščite ni dobrega fotostekla. Sončna stekla so lahko tudi ogledalo podobna stekla. Gre za metalno kovinsko prevleko na zunanji strani stekel sončnih očal. Zmanjšajo količino vidne svetlobe, ki vstopi v oko, vendar se moramo prepričati, ali imajo tudi UV zaščito. To je bilo nekaj napotkov, kdaj govorimo o zares dobrih sončnih očalih, ko vsebujejo vse te nanose, ki smo jih našteli, od UV filtra, antirefleksnega nanosa, trdnostnega sloja, do mogoče fotostekla, se pravi fotosloja, nenazadnje tudi o mirror efektu, se pravi o kovinski prevleki. Skratka, to so zaščite, ki jih lahko vsebujejo različna optična stekla. Zdaj pa še nekaj nasvetov, kdaj in kako bodo naša sončna očala resnično dobro ostala na naših glavah, v naših rokah. Se pravi 7 nasvetov, kako očuvati sončna očala. Najprej je največji spodrsljaj vseh, ki nosimo sončna očala, da jih prevelikokrat odlagamo na nekih vročih površinah. Puščamo jih v avtomobilih, na tastaturah, visoke temperature, sončna stekla, sonce direktno prihaja na sončna stekla, sončna očala in antirefleksi izgubljajo svojo moč in posledično se tudi izkrivljajo sami okviri sončnih očal. Kadar pride do takšnih težav zaradi zunanjih vročih vplivov v avtomobilu, se ta očala zelo hitro uničijo. Se pravi, naj vzpostavljamo jih direktnemu soncu, tudi ko jih imamo zunaj na plaži, kjerkoli smo ob vodi, se sončimo, ne odlagajmo jih na vidnem mestu na soncu, ampak jih pospravimo v neko škatlico ali v senco. Drugi korak je, kako jih čistimo. Sončna očala čistimo izključno vedno samo z primerno temu prilagojeno krpico, ki jo dobimo ali kupimo v namen za čiščenje, z nekimi mokrimi robčki, ki so izključno namenjene za čiščenje očal, nikakor pa jih ne čistimo v kakšne jopice, kakršnekoli brisačke, ali pa nenazadnje je najbolje jih z mlačno vodo in tekočim milom umiti in z lepo čisto suho krpo obrisati. Potem, kako nosimo sončna očala? Običajno ženske zelo rade in tudi moške vidimo, dajejo očala na glavo. Ob tem ni primerno, kajti naši lasje so velikokrat prepojeni z raznoraznimi laki, pršili. To zelo vpliva na naše antirefleksne nanose. In nenazadnje, raztegnejo se. Velikokrat, ko jih dajemo gor, je lobanja na zgornji površini glave dosti širša kot v našem temenskem delu, zato se ta očala raztegnejo in zopet izgubimo formo, obliko sončnih očal. Ne izpostavljamo sončnih očal vročemu zraku. To pomeni, ne hodimo z njimi v parne ali suhe kopeli, v savne.
Ne kopamo se z njimi v morski vodi ali v močno morski vodi in bazenih, kjer je veliko klora, kajti vse to uničuje naš kvaliteten antirefleksni nanos. Kako jih odlagamo? Nikoli jih ne odlagajmo na površino tako, da so očala za steklom navzdol, ampak vedno jih odlagajmo v etui, v krpico, tako kot se očala lepo zložijo in pospravijo v etui. In ne nazadnje, enkrat letno ali vsakega toliko časa očala odnesemo v najbližjo optiko. Oni imajo ultrazvočne kopeli, kamor dajo vaša sončna očala, ki jih dejansko očistijo s to kopeljo tako in v tistih mestih, kamor jih mi sami očistiti ne moremo. To je zgoraj 7 korakov, 7 nasvetov, kako vzdrževati naša sončna očala. In tako smo prišli do konca. Do konca te kratke analize naših sončnih stekel, naše kvalitetne oskrbe vida. In ne pozabite, oko je organ našega človeškega telesa, ki je za nas in za našo okolico in samopočutje izredno velikega pomena. Pred nami je, upam da, in želim vam dolgo, lepo sončno poletje. Zaščitite ga z dobrimi sončnimi očali.